Stelvio ni prvi Alfin avtomobil, ki se dobro počuti na makadamskih, spolzkih in zgrbančenih cestah. Pred leti so ponujali Crosswagona, okrepljenega karavana modela 156, in nasploh se je Alfa že s samimi karavani uklonila trendom, že z lepim 156 Sportwagonom je ponudila tisto, kar so zahtevali trendi, ne pa, da bi tudi sami smatrali, da to potrebujejo. Trendom se uklanja tudi Stelvio, saj tak avto Alfa danes preprosto mora ponujati, pa naj bo to smiselno ali pa ne. A svojega srca Alfa ne da. Če se že mora ukloniti, bo vendarle ohranila pokončno glavo in srce. Če se mora prilagoditi, bo to naredila na svoj lasten način v Alfa stilu. Tako je tudi Stelvio bolj Alfa kot pa SUV. Še vedno govorimo o tipično Alfini kabini, strastno oblikovanim volanom, športno dolgimi obvolanskimi ročicami. Tisto, kar bi mi najraje zamenjali, pa je enako kot v BMW-jih, ZF-ov menjalnik s štorasto ročico, ki zahteva veliko privajanja. Avto ponuja dovolj prostora, da ni nobenega pomanjkanja, celo 3 potnikom na zadnji klopi ne bo tako hudo. In prtljažnik je spodobno velik in uporabno kockast, a je vendarle v vsakem trenutku jasno, da je bistvo vsake Alfe nekje drugje kot pa v centimetrih. Bistvo je v milimetrih hoda vzmeti, kotih odklona koles in kubičnih centimetrih eksplozivne zmesi, skratka uvoznih lastnosti. In v tem pogledu ni prav nobeno presenečenje, da je Stelvio kljub terenski karoseriji avto za dinamične voznike. Stelvio je torej za vse, ki imajo veliko raje prazne zavite ceste na podeželju, kot pa avtocestna potovanja. In čeprav je Stelvio z lahkoto opravil z blatnimi klanci, na katerih preizkusimo prav vse terence, je povsem nedvoumno, da bo Stelvio veliko bolj všeč ljubiteljem asfalta, kot pa tistim, ki svoj avto radi umažejo. 4-kolesni pogon in elektronika za spuščanje po strmini sta v tem pogledu zgolj privlačen bonus.